Živijo! Zdravo! Sva Kristi in Mihael in danes sva se odločila za eno tako zelo, nekako se mi zdi, nujno video vsebino, kajti zadnji čase dobiva ogromno vaših e-sporočil in sva se odločila, da kar takole odgovorila in nekako tematika je skupna. Ali lahko midva kot osebnostna učitelja, kot duhovna motivatorja, kot eterična učitelja, karkoli že sva, meditacijska učitelja, predavatelja, pisatelja in še, ali lahko nekako narediva nekakšno formulo, kako najti svojo srečo, uspeh, obilje, karkoli že v življenju iščeš. Moram ti sicer povedati, da ta formula obstaja, ampak da je teh formul več, približno 8 milijard teh formul je, toliko kot je ljudi na tem svetu, a ne? Ampak vseeno sva se pa potrudila, da ti nekako s to video vsebino dava nekakšen kompas, kje pa ti lahko začneš, to pomeni, kje lahko ti začneš graditi svoje eno tako bogato cesarstvo tvojega življenja. 4 točke so in kar začnimo. Evo, prva točka, ki verjamem, da si jo res želiš čim prej slišati, je, mi ko pridemo na ta planet, nas skozi hoče nekdo drug učiti, kako moramo zdaj mi živeti. Si že opazila, da se rodiš in ti imaš neko željo, sicer kakšno želiš, da je tvoje življenje, pa ti pa skozi nekdo sugestira, kakšna more biti tvoja pot. Tukaj je ena taka dušna resnica, ki bi te rad povedal, je, da ima vsak človek v svoji inkarnaciji zapisano svoj način življenja, da ima svoje kode, jaz temu rečem dušne kode, katere potem v življenju za lastno inteligenco, raziskovanjem odkriva, odklepa in z njimi gradi unikatno življenje. Tako da, zanimiva stvar pri ljudeh je, naprimer, na tem planetu nas vse učijo voziti bicikl, dobiš kolo in to vsak ne uči voziti kolo, ampak pišuka, pa ti tudi povejo, v katero smer ga moraš peljati. No, tukaj pa vesolje različno, ker vesolje tudi uči voziti kolo, on te tudi uči, kako se ta mašinca upravlja, ampak ti pa ne pove, kam ga moraš peljati. To se pravi, da vedno pelješ kolo v tisto smer, v katero ti želiš, direkcija je tvoja stvar. In zato ti priporočam, svetujem, da res imaš v življenju tisto samozavest in da se zboriš za njo, da ti svoje življenje živiš na način, ki ti hočeš, ki tebi vibrira, ki ti čutiš v sebi, da je prava pot zate in da pelješ svoj bicikl v svojo destinacijo. Evo, tako je prva točka. Zakaj sem se nasmejala? Če se ti preveč ne da ne poganjati kolesa, imaš zdaj te električne. No, še evo, vesolje šlo upgrade, tako da, če se ti ne da nekdo drug. Zakaj se matru, če se ti ni treba, veš? To je res, pa se pa furaš tako. Naša druga točka pa je, dajmo spregovoriti malce o skromnosti, sploh ko govorimo o duhovnih sferah in tako dalje. Zadnji čas je bilo o tej skromnosti neverjetno veliko povedano. Moraš biti skromen, pa v težkih časih smo, pa pazi, kje si boš odvzemil. To se preveč ni dobro naredil za manifestacijo, veš. Vemo, da po koroni se je definitivno svet spremenil, ampak preveč ljudi je ravno zaradi te preobrazbe celotne podobe planeta je šlo zelo v eno tako zanimivo manifestacijsko neko tako težnjo odvzemati, paziti, tako naprej, biti skromen, težki časi so, nič si ne privoščiti in tako naprej. Ampak veš, manifestacija teče tako, bolj ko ti njo zaustavljaš, bolj ko ji rečeš, zaustavljam te zaradi tega, ker se bojim, da tebe ne bo, pomeni, da bo še manj. Ne pravim, da zdaj rabimo biti v življenju neodgovorni, pa recimo tudi denar, pa tako naprej razsipavati, absolutno ne, ampak ta v bistvu moram biti skromen, pa tako naprej, pa moram paziti, kaj si prvoščam, pa tako naprej, ni v redu, da se še naprej gradi. Mi smo zdaj prišli do točke, ker moramo manifestacijo nazaj obrniti na tisto, ki je bila pred v bistvu tem koronskim časom. To pomeni, da si moraš zaželeti dvojno miru, da si moraš zaželeti dvojno nečesa za sebe in tako naprej. In seveda najdeš način, da to lahko dobiš, da to zgradiš, ampak da najdeš način, kaj ti narediti za to, da več stvari imaš, ne pa kaj ti v bistvu manj delati, pa manj pričakovati samo zato, da boš obdržal nekaj v imenu strahu. Tako, če bomo to naredili, se nam bo potem tudi manifestacija na planetu ponovno obrnila nazaj v pozitivni tok. Samo zdaj, če naprimer naročimo dvojno količino prijateljev, rabimo zdaj dvojno količino krožnikov, pa bil z nama. Pa hrane, a ne? Hrane. Pa smo spet po hrani, okej. Tako. Evo, tretja stvar, ki smo pripravila, je, ki ti bo zelo pomagala, da svoje življenje tako postaviš, zaštartaš močno, je, da iščeš v življenju več ekskluzive.
koze to pomeni. Na tem planetu je energija razdeljena na dva načina, oziroma dva razreda. Si že najverjetno opazila tudi sama. Da ene stvari, informacije so kar splošno na voljo vsem, so kar neka hrana je kar vsem na voljo, neke dobrine, materialne, kakorkoli, so vsem ljudem na voljo povsod, ampak niso nujno najboljše. Opazil sem, naprimer, ko prideš v trgovino, tista hrana, ki je izpostavljena, pa smo svet prehranjeni, ni nujno najboljša, najbolj kvalitetna, najbolj vitaminizirana, največ mineralov, zdravih beljakovin in tako naprej. Ali pa tiste informacije, ki se mnogokrat množično širijo povsod, po internetu in drugih medijih, niso vedno resnične ali pa prave zate. In dostikrat ljudje na prvo žogo ne iščejo ekskluzive v življenju. To se pravi, kar vzamejo tisto, kar se jim ponudi takoj, tisto, kar se najbolj promovira, tisto, kar se najbolj prodaja, tisto, kar sosed kupuje, tisto, kar sosed gleda. Vsi kar na ta način iščejo sestavine svojega življenja, ampak tisto, iz česar je pa res kvalitetno življenje sestavljeno, oziroma cesarstvo, so kvalitetni zidaki. In kvalitetni zidaki včasih so ekskluzivni in je fajn včasih v zaodrje pogledati dogajanja, tam so prave informacije, včasih je prav malo pobrskati, raziskati ta svet, da najdemo res tisto, kar nam ustreza in kar je res najbolj prav. Ne takoj na prvo roko, ampak zato ti tukaj svetujem, da si vzamem vedno čas za razmislek, vzamem si čas, da najdeš svojo notranjo resnico in potem v skladu z notranjo resnico v zunanjem svetu poiščeš tisto, kar rabiš in ti bo vedno zavibriral, ko boš našla pravo stvar. Ampak sem pri sebi ugotovil, da to ni vedno prva žoga, da to včasih skrito. Tako da, zato sem to poimenoval tudi ekskluziva. Tako da ja, išč ekskluzivo, okolikor hočeš imeti močno ekskluzivno življenje. In še zadnja točka, ki smo jo pripravili zate, je izpostaviti se nazaj svetu. Pa se spet vračamo na koronske čase. Ogromno ljudi pač je v tem času se nekako dobesedno zaprli doma, razumeš? In to se nekako, ker ljudje ne pridejo ven iz svojih teh varnih brlogov, to pomeni, v povezovanju je veliko manifestacijske moči. To pomeni, recimo čisto drugače, če ti doma neki brainstormaš, pa razmišljaš, recimo mi, da sem najboljše ideje dobila, recimo tudi za vas, pa za kakšne vsebine, ki sva hodila po svetu, ki sva spoznavala nove ljudi, ki sva jih čisto prvič spoznala, ki so nama nekaj rekla, so se nekomu v avto usedla, ali sva šla na kakšen kamilični čaj nekam in tako naprej in so spoznali, veš, nekaj ljudi, ki so res čisto prvič, če jih vidiš in tako naprej. In v tem povezovanju je izjemno velika moč in preveč se mi zdi, te povezovalne moči se je izgubil. To pomeni, vsak je zdaj za sebe, vse se dela od doma, vsak je doma, tako naprej. In mislim, da je čas, da se izpostavimo nazaj svetu. To pomeni, da pokažeš tudi na vse zadnje ti, kaj imaš svetu, a imaš kakšno idejo, tako naprej, da posnameš neko video vsebino, da ljudem poveš, ne da se samo skrivaš za nekimi teksti in tako naprej, da greš ven, da spoznavaš nove ljudi in tako dalje. Mi smo, z razlogom prebivalstvo na tem planetu raste. Zakaj toliko duš izbira ta planet za inkarnacije? In večkrat nas je, mi smo, če smo skupaj, smo res močnejši, ne? Sam človek, če je samo eden, bo težko v življenju, ki je naredil, vedno rabiš zraven druge ljudi, ne? Tako da, ja, izpostaviti se svetu in vrniti se nazaj v ta osebni stik, se mi zdi, da je zelo pomembno, da zdaj midva poudarva, da se mora to narediti. In ravno zaradi tega midva misliva tako, da če že nekaj učiva, potem morava tudi dokazati to s svojimi dejanji. Morava dokazati s svojimi dejanji, zaradi tega so se tudi midva odločila, da se vrneva na zelo velike odre in da 19. maja napisala sva novo knjigo 8 ključev življenjskega cesarstva. Neverjetno zabavna knjiga je. Bolje smešna knjiga o 8 ključev. V bistvu se ta video vsebina nekako v tej knjigi nadaljuje in v bistvu greva v Smelta in povej ti, kaj bo se pripravila. Ti tako to dobro poveš. Mi smo zdaj toliko časa bili na nekih teh online zadevah in so fajne, fantastične. Ja. Ampak ljudje smo vseeno socialna bitja, ljudje vseeno rabimo začutiti, zavonjati temperaturo, dvorane, vibe, koža se naježi, rabimo, da se nam oči razširijo, svetloba, videi, audio in vse to bomo v bistvu mi da pripravila v Smeltu. To ni drugačeno predavanje, ko prideš tja in se usedeš in se neke stvari učiš tako kot v šoli. To je
doživetje, to so izkušnje, v katere bomo šli skupaj noter, to bo smeh, to bo Pa interaktivno. interaktivno, to bojo vprašanja, mi da imamo toliko zanimiv program narejen, to bojo slike, videi, glasba, besedila. In to bo dogodek, ki ga ne boš pozabila nikoli. Zaradi tega, ker mi dva res verjamemo, da mora človek začutiti tisto, kar ga potem požene naprej. Ja. In glej, vsako bo prišel v to dvorano, se mu bo nekaj zgodilo v njegovem srcu, v njegovem umu, nekje se mu bo nekaj premaknilo. Ja. In pripravlja sva ti, torej, ko prideš na predavanje, seveda, sva ti pripravlja zelo lepa darila. Dobiš, seveda, paše kus stopnin, dobiš najino novo knjigo. Se pravi, mi da so tako ponosni na to knjigo, res je tako fantastična, tako je zabavna knjiga. Dobiš najino novo knjigo, dobiš darilni bon, evo, tega že imam v roki. Dobiš en tak poseben ključ, katerega bomo inicirali. Jaz te bom vodila v eno tako posebno meditacijo. Dobiš interakcijo, v bistvu mi da bova na odru, ampak v enem trenutku naj boste vse vprašali, podpisovala bova knjige, rekla sva, kolikor dolgo bo treba tu, Ja, če bodo enih zjutraj. kolikor- Vsak bo hotel podpisati. Ker pa pridejo ljudje, pa pride s 4 knjigami, pravi, ta je za babico, ta je za teto, ta je za sestrično, vse bomo podpisala. Vse bomo in posvetila, napisala in vse. Tako. Skratka, veliko presnečen brod, ko mi da te vaba, da se nama pridružiš in da tole, kar smo danes ugotovili, seveda tudi spraviva v prakso. 19. maja v dvorani Smert, naklikaj si povezavo, ki so ti dala nekje zgoraj spodaj in upava, da ti je tale učna vsebina prišla več kot prav. Meni se super. Lepo se me, čau.